Pozdravljeni! 24. aprila gremo na državnozborske volitve. V tem času poteka volilna kampanja, nas pa seveda zanima, kdo so kandidati v drugem, torej volilnem okraju Ormož, 8. volilne enote. Do sedaj so uradno predstavili 3 kandidate. Nedolgo nazaj so Socialni demokrati predstavili Ferdinanda Šuleka. Danes pa se predstavljata Andrej Kosi iz vrst SDS-a in Matjaž Kosi iz Nove Slovenije. Minulo sredo so občinski odbori Slovenske demokratske stranke Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž predstavili svojega kandidata za poslanca iz drugega okraja 8. volilne enote. V podporo kandidatu so se predstavitev udeležili tudi predsednik občinskega odbora SDS in župan Središča ob Dravi Jurij Borko, predsednik občinskega odbora SDS Ormož in župan občine Ormož Danijel Vrnjak, državni svetnik Branko Šumenjak ter predsednica občinskega odbora SDS občine Sveti Tomaž Dušanka Ozmec. Stavijo na Andreja Kosija iz Senešcev. Andreja Kosija, gradbenega inženirja in očeta 2 otrok iz Senešcev, še najbolj poznamo kot predsednika prostovoljnega gasilskega društva Senešci, predsednika Komisije za preventivo v Gasilski zvezi Ormož, predsednika Sveta Javnega zavoda za informiranje Ormož in nasploh aktivnega in vestnega občana v vseh pogledih. Za politiko se je odločil z iskrenim namenom. Za politiko sem se odločil zato, ker želim pomagati ljudem. Vidim v tem priložnost, izziv in želim biti človek, želim biti poslanec, koliko mi bodo seveda ljudje, volivci, volivke 24. aprila namenili svoj glas, ki bo odprt za ljudi. Torej, da ne bom nekje na strani, ampak bo še med ljudmi prisluhnil njihovim predlogom, težavam in skušal pomagati. Želim biti trda vez med lokalno skupnostjo in državo. Kajti pomembno je, da se poslanec zaveda, odkot izhaja in pomaga domačemu kraju. Torej želim biti v Ljubljani glasen in trden pri načelih, ko je potrebno pomagati naši lokalni skupnosti. Seveda bom dal vse od sebe, kar tudi, da se začne končno v prostor umesti ta naša ljuba cesta med Ormožem in Podravsko avtocesto, da se s to gradnjo začne in se ta cesta tudi zgradi. Da se seveda financirajo številni potrebni projekti, ki bo lokalna skupnost pripravila, da bo lahko omogočila razvoj in da bomo tudi tu na našem področju ljudje imeli zaposlitve in imeli možnost dostojnega bivanja. Andrej Kosi še dodaja, da si bo kot poslanec prizadeval, da se bo razvoj ormoške občine nadaljeval v sedanjem tempu in da se bo nesrečna nova cesta od Ormoža do Ptuja končno začela graditi. Da se bo po vsej državi poskrbelo za mlade oziroma za vse generacije, ter da nam birokracija ne bo več delala tolikih težav. Tako da na koncu bi še enkrat vas lepo pozdravil in kar z besedami, da naj Bog živi Slovenijo in naš domači kraj. Hvala. Nova Slovenija je svojega kandidata predstavila minuli torek. Stavijo na Matjaža Kosija, domačina doma na Strmcu pri Ormožu. V podporo svojemu kandidatu se je predstavitve udeležila vrsta članov stranke. Razen predsednika občinskega odbora Nova Slovenija Ormož, Alojza Soka in poslanca Aleksandra Reberška, sta med zbranimi bila tudi župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko in kandidatka za poslanko volilnega okraja Ptuj Špela Hojnik.
Matjaž Kos je med mlade člane stranke Nova Slovenija vstopil pred 14 leti. 2 leti je bil tudi predsednik strankarskega podmladka. Pravi, da je ponosen, ker kandidira za Novo Slovenijo, kajti zaveda se, da je prav Nova Slovenija kot koalicijska partnerica v vladi s svojimi 3 ministri na ključnih ministrstvih uvedla številne pozitivne spremembe za dolgoročen razvoj ter boljše življenje državljank in državljanov. Jaz bom vesel, če me boste podpirali v tem času sedaj 1 meseca. Ne glede na končni rezultat, želim narediti vse, kar je v moji moči, da bo rezultat čim boljši. Tudi v primeru, da mi ne uspe biti izvoljen, bom zelo vesel, če bom dobil čim več glasov, vse bodo ti glasovi za Novo Slovenijo, in tako bom s tem tudi pripomogel k čim boljšemu rezultatu Nove Slovenije. Jaz si želim, da naša stranka ostane v vladi, ne glede na to, kdo bo premier, mogoče bo celo naš predsednik, novi premier, to se sliši odlično, če pa ne bo, pa res upam, da bo Nova Slovenija ostala v vladi, ne glede ali bo dalje gospod Janša ali bo kdo drugi. Verjamem, da smo toliko inteligentna stranka, da vemo torej sodelovati tako z enimi kot z drugimi. In tudi sam sem si nekako zadal, da želim, tukaj mi je Aleks tudi velik vzor, da želim v bistvu sodelovati res z vsemi političnimi polji, z vsemi ljudmi, tudi s tistimi, ki imajo drugačen pogled na svet in se nočem opredeliti in pa nekako temeljno reči s tem, pa ne bom sodeloval, ne? Tako kot to nekateri sedaj delajo že pred volitvami, da vejo, s kom ne bodo sodelovali. Jaz pa želim, da se poskuša sodelovati s komerkoli si pač skupaj, pa je možno sodelovanje. Samo da gre torej Slovenija v pravo smer, v smer razvoja. Strankarski kolegi zatrjujejo, da je Matjaž Kosi oseba, ki bo za razvoj domačega kraja dal vse od sebe, ter se zavzemal za odprto in razvojno naravnano družbo. Minuli petek je ministrica za šolstvo dr. Simona Kustec obiskala Prlekijo. Najprej se je ustavila v Ormožu, kjer so njen obisk združili z uradno predstavitvijo novega srednješolskega programa Zdravstvena nega. Razen ministrice se je srečanja udeležila še vrsta zaslužnih, da se program Zdravstvena nega v ormoški gimnaziji v tekočem šolskem letu po skoraj 15 letih prizadevanj tudi izvaja. Ministrica za šolstvo dr. Simona Kustec, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman in ravnateljica gimnazije Klavdija Zorjan Škorjanec so se najprej sestale za zaprtimi vrati. Za mizo pa so sedli tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, poslanka Mojca Žnidarič, direktorica občinske uprave Milena Debeljak in državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek. Vsebine sestankov niso znane, a verjeti je, da so pogovori tekli v smeri novih načrtov za razvoj srednješolstva v občini Ormož. Prireditve oziroma srečanja so se udeležili tudi podžupanja občine Ormož Irma Murad, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko,
podžupan občine Središče ob Dravi Roman Medik in direktorica občinske uprave Središče ob Dravi Jelka Trstenjak-Zidarič. Prisotni so bili tudi ravnatelji osnovnih šol v vseh 3 občinah, predstavniki zdravstvenih domov Ormož in Ptuj, Centra starejših občanov Ormož, domov starejših občanov Ptuj in Ljutomer, Varstveno-delovnega centra Dornava, Psihiatrične bolnišnice Ormož, Splošne bolnišnice Ptuj in mnogi drugi, ki so pripomogli k uvedbi srednješolskega programa Zdravstvena nega na gimnaziji Ormož. Zbrane je najprej pozdravila ravnateljica Klavdija Zorjan-Škorjanec, ki je med drugim povedala. Dolgo smo si na naši šoli v širšem lokalnem in strokovnem okolju prizadevali za pridobitev srednjega strokovnega programa Zdravstvena nega. Pot se je začela pred mnogimi leti, leta 2007-2008, ko je pri nas na šoli ravnateljevala gospa Sonja Posavec. Sama je s svojim kolektivom pripravila zelo obširen elaborat z vsemi raziskavami. Njeno pot sem nadaljevala kot takrat ravnateljica jaz in potem ravnateljica Blanka Erhartič. Ves čas nam je pomagala ožja strokovna ekipa v sestavi gospe Majde Keček, gospe Vlaste Zupanič-Domajnko, gospe Irene Meško-Kukovec in gospe Mete Puklavec. Pot je bila težka in trnova. Ponovno sva se leta 2020 usedli z državno poslanko Mojco Žnidarič in proučili vso dokumentacijo ter se odločili, da poskusiva in obodiva zgodbo ponovno. Hvala, gospa Mojca, za vso vašo pomoč, podporo, neprespane noči in delovne vikende, za suport, za ponovno oživitev ideje in uspelo nam je. Danes smo tukaj, da predstavimo delo prve vpisane generacije. Ponosni smo na vas. Bravo, še en aplavz. Potem je v imenu županov občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zbrane pozdravil ormoški župan Danijel Vrbnjak. Spregovorila je predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman in še ministrica za šolstvo doktorica Simona Kustec. Mikrofon pa sta stopila tudi dijakinja in dijak zdravstvene nege Tanja in Tilen. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na gimnaziji Ormož. Smo Tilen in Tanja, dijaka prve generacije srednje strokovnega programa zdravstvene nege. V imenu 32 dijakov prvega A zdravstvene nege se vam iskreno zahvaljujemo za možnost, da smo lahko za svoje srednje strokovno izobraževanje izbrali šolanje na gimnaziji Ormož. Trudili se bomo, da bomo strokovni, sočutni in zgledni predstavniki svojega poklica in mu bomo popolnoma predani. Danes vam želimo prikazati delček našega praktičnega pouka, ko si boste ogledali naše odlične pogoje za učenje in delo. Iskrena hvala torej za to možnost in življenjsko priložnost. Želimo vam prijetno počutje med nami. Potem so se gostje odpravili na ogled učilnice za praktični pouk zdravstvene nege in si ogledali še ostale prostore gimnazije. V petek je bil materinski dan in morda niti ni tako zelo slučajno, da so na gimnaziji predstavitev novega šolskega programa pripravili prav na ta dan. Ja, res je. Danes je materinski dan, dan hvaležnosti, ko smo svojim staršem hvaležni za svoje življenje. In prav zato sva se z ravnateljico, gospo Klavdijo, ravnateljico gimnazije, odločile, da bova na ta dan se poskušale zahvaliti vsem mamam in vsem očetom tega našega programa zdravstvene nege. Zelo smo hvaležni, torej, da nam je po teh dolgih letih uspelo pridobiti ta program, da je program oddelek poln, da je že v prvem letu vpisanih 30 dijakov, tudi napovedi za naprej so odlične. Tako da res smo hvaležni, da se tudi dijaki, učenci torej odločajo za ta poklic, to življenjsko poslanstvo, ki ga vsi znamo ceniti najbolj takrat, ko potrebujemo njihovo pomoč.
Velikokrat je že bilo povedano, da ste pravzaprav vi kot poslanka veliko truda vložili v pridobitev tega programa tukaj v Ormožu. Je dejansko bilo potrebno potrkati na toliko vrat? Je bilo potrebno, jaz sem v bistvu že prej, nekaj dolgih let nazaj, sodelovala tudi v skupini, takrat še strani Zavoda za zaposlovanje, ko smo ta program pripravljali. Tako da sem imela vsa ozadja in mi je bilo tudi lažje. Najprej sem seveda na enem odboru za zdravstvo izpostavila, ko smo imeli tematiko, da zdravstvenega kadra primanjkuje, in sem izpostavila, ja, zdaj problematizirate to, ko si pa mi 10 let v Ormožu že želimo, da ta program pridobimo, pa nam ga niste dali, soglasje nam niste dali. No. Tako da po tistem so stekle dogovori, najprej smo šli na zbornico zdravstvene in babiške nege, sva z ravnateljico, torej še enkrat vse predstavile sedanji torej predsednici. Ko smo tam dobili zeleno luč, je pa potem potrebno še bilo priskrbeti torej podporo oziroma odobritev na Ministrstvo izobraževanja, kar pa ni bilo težko. Moje kolegice, torej Simone Kustec, ni bilo težko prepričati, kot je sama rekla. Jaz mislim, da se vsi zavedamo, kako pomemben je ta poklic. Vedno bolj, in tudi če bomo zdaj želeli, kar je nujno, da tudi program ta dolgotrajne oskrbe zaživi, da bomo tudi storitve na terenu lahko ljudem ponujali, da ne bojo vsi rabili iti v institucije, tako da vedno bolj bomo potrebovali. Moj glas gre vedno za glas še več znanja, še več tudi izobraževalnih programov. Ko smo dobili ekspertizo na mizo z informacijo, da je to že 12 let takšna ekspertiza, zame pravzaprav ni bilo veliko vprašanje glede same podpore. Zaupala sem tako stroki, tako kot rečeno strokovni presoji tega, da se ta program potrebuje, kot seveda tudi temu, da se bodo učenci prijavili na ta program in se izobraževali za enega od najbolj pomembnih poklicev, ki ga upravljamo v svojem življenju in ki ga vsi kot družba močno potrebujemo. No, tako mimo med vrsticami se je dalo morda dojeti, da se bo verjetno še kar širil ta program tukaj, glede na povpraševanje za vpis. Ja, tako je bilo razbrati danes med vrsticami. Bomo videli, odvisno vse od vpisa. Ekipo imamo pravo, stojijo nam ob strani vsi direktorji oziroma vse zdravstvene ustanove. Tako da mogoče tudi to prihodnje, lahko bo več oddelkov kot samo eden, ne? Treba je zdaj spremljati najprej interes otrok za sam vpis, potem pa na podlagi tega videti. V primeru, da bi bile seveda možnosti, tako prostorske kot predvsem tudi kadrovske, in če je tukaj le želja, potem mislim, da bi morali vsi skupaj narediti vse za to, da bi to tudi poskušali zagotoviti. Ampak bo življenje samo povedalo, kako in kaj. Tisto, kar pa se mi zdi pomembno, pa je, da sledimo temu, kar so potrebe zdajšnjega časa naših mladih in pa seveda potreb po znanju, ki jih kot družba potrebujemo. Vsaki program, bi rekel, dodaten na srednješolskem izobraževanju je absolutno velika pozitivna zadeva za samo lokalno skupnost, pa ne samo za občino Ormož. Jaz moram reči, da je to za regijo pomembno, kar se je zgodilo na naši, se pravi, gimnaziji Ormož. Zato res zahvala vsem, ki so pri tem sodelovali, ki so pri tem nekako omogočili, da se je to pri nas v Ormožu zgodilo. Zdaj glede na odličen vpis, ki ga res imamo na našem tem srednješolskem izobraževanju, ravno v programu zdravstvene nege, lahko se obeta, ker konec koncev je to ena pozitivna izkušnja, katero lahko normalno naprej plasiramo do vseh institucij, ki so odgovorni za takšne in druge odobritve. In to je vsekakor en velik plus, katerim se lahko pohvalimo. Torej pri prošnji za neke dodatne razširitve, za dodatne programe smo vsekakor, jaz mislim, da zaupanje ze strani ministrstva imamo, tako da verjamem, da se lahko kaj v prihodnosti tudi zgodi. No, vse tri občine, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, kar vlagate, dojetje oziroma lahko bi razumeli, da vam sploh ni težko, da ni pomislekov, bi dali denar ali ne, torej za učilnico. Še kakšne investicije so bile tukaj zraven potrebne strani občine? Ja, zdaj tu občina Ormož itak že sam srednješolski program zelo močno podpira in spodbuja. Torej, da pokrivamo, se pravi, del stroškov, kar se dela tiče, tako da smo tukaj, bi rekel, kar aktivni finančno pri vsakem letu. Res pa je, da
smo tudi lokalne skupnosti, moramo reči, tako kot je ministrica prej rekla, da nimaš kaj dosti razmišljati, ko se ti taki program odpere. Tudi župani nismo nič kaj dosti razmišljali, dali normalno pobudo samemu občinskemu svetu in pa dali tisto, kar se nekako pričakovalo, se pravi okrog vseh teh učilnic, okrog vse te opreme, da se nabave, torej da izobraževanje praktično lahko teče nemoteno. Zavezali smo se tudi za naprej, torej da po letnikih, po izobraževanjih, kakršnekoli potrebe bodo, bomo absolutno v ta program naprej vlagali. To je vlaganje tudi za naše občanke in občane, ki tukaj živijo. Zdravstvo absolutno moramo pojačati, moramo na tem biti močne, vse institucije, ki tukaj delujejo, od zdravstvenega doma, psihiatrične bolnišnice, centra starejših občanov, vedno večja potreba je, se pravi, na domu, se pravi, oskrba na domu. Potem še vsi drugi programi, ki tukaj delujejo, so absolutno morajo biti močni okrog kadra in to jim bo absolutno ta program omogočal. Ko občina namenja torej za delovanje gimnazije, če to ni skrivnost, najbrž ni, ne? Zdaj, kar se tiče za delovanje, je odvisno od samega vpisa, torej tam od 100 do 150 tisoč evrov namenjamo. Kar se tega tiče, tudi moram reči, tu še so tudi druga zadeva, torej avtobusni prevozi, tudi vse dijake, bi rekel, uspešne dijake tudi štipendiramo in tako naprej, tako da res podbujamo vpis v našo gimnazijo. Želimo ta srednješolski program nekako absolutno obdržati, to je velika prednost za naš okoliš. Zdaj, kar se pa tiče okrog teh učilnic, okrog potreb same zdravstvene nege, pa smo zagotavljali tam cirka 25 tisoč evrov, vse tri občine, da se pravi, smo prispevali k tej opremi, ki se je nujno potrebovala za vzpostavitev tega programa. Za konec pa še nasplošno o stanju vzgojno-izobraževalnih zgradb v Sloveniji. Udeleženke projekta Erasmus+, ki so se pred kratkim zadrževale v vrtcu pod Gorci, so bile navdušene. Najprej naj povem, da mi je osebno že cel mandat zelo pomembno, da se neposredno v stiku z učitelji, z ravnatelji, tudi z lokalnimi vodstvi in tudi našimi učenci seznanjam s tem, kako živijo svoj vsak dan, kako to izgleda res na licu mesta, torej v šolah, tudi v vrtcih. In tudi v tej luči današnji obisk in pa še tisti, ki sledijo, če je bil prej to predvsem, če so bili to obiski obarvani s covidom, pa z temi izkušnjami izvajanja procesa v tistih razmerah, sedaj ena dodatna pozornost namenjena še vključevanju begunskih otrok, kar tudi odlično počnete v vašem lokalnem okolju in sem se tudi zahvalila vašim ravnateljem za ta vstop. Hkrati pa seveda ob teh, bom rekla, vsebinskem delu obiska vidiš tudi stanje stavb. Tisto, kar ugotavljam, je sledeče. Nekatere stavbe v zadnjem desetletju, ki so nove, ki so osvežene, so bile stavbe, ki so rezultat, bom rekla, 100% investicij bile strani občinskega vodstva. Vendar pa gre za praviloma finančno velike zalogaje in glede na to, da so predvsem šole, pa tudi posredno vrtci, del odgovornosti in pa odločitve neposredno države same, je seveda tudi v tem gospodarnem smislu, finančnem, zelo pomembno, da država to ve in da se na ta način tudi kot dober gospodar, bom rekla, odziva. V tej luči smo letos in pa že lansko leto naredili prav poseben razpis za sofinanciranje investicij v vrtčevske in pa šolske objekte, tudi športne, ker je tudi to naš resor. In pokazalo se je, da v resnici po celi Sloveniji obstajajo tudi številne šole, številni vrtci, ki bodisi so potrebovali temeljito renovacijo. Praviloma je šlo to za objekte, ki so tam nekje v starosti okrog 50 let. Pa ni bilo enih celovitih, temeljitejših investicij v tem vmesnem času. Bodisi, da so potrebe pravzaprav lokalnega okolja zaradi priseljevanja takšne, da je bilo potrebno
zgraditi tudi nove objekte. Tako da različni razlogi so bili, ki pa so pokazali potem, da moramo tudi kot skrben gospodar ves čas skrbeti za to, da potem lahko na koncu dobimo takšno oceno, kot ste jo sami tudi rekli, da smo jo slišali strani tujih obiskovalcev. Šola, vrtec mora biti tudi na izgled lep, modern, mora dihati, mora biti odprt, ker je to v končni fazi naš drugi dom, ne? In tako kot izgleda navzven, to tudi kaže o tem, kakšen odnos imamo do znanja, do učiteljev, do izobraževanja v državi, v lokalni skupnosti. Najbrž pa bodo čas, interes in potrebe v bodoče pokazali svoje. Kot je bilo povedano, je zdravstvena nega perspektiven srednješolski program. Čudi dejstvo, da pa je gimnazija Ormož kljub vsestranskim prizadevanjem nanj čakala kar 14 let. V knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož so svojo zeleno zgodbo nadgradili še s knjižnico semen. Z zbiranjem prvih semen so začeli v ponedeljek, 21. marca, in verjeti je, da se bo tudi tovrstna ponudba obnesla. Zeleno okolico in zelenimi vsebinami, ki jih izvaja, je ormoška knjižnica postala ena izmed prvih 2 zelenih knjižnic v Sloveniji. Svojo pestro ponudbo in aktivnostmi kar naprej presenečajo oziroma svoje uporabnike z novimi zanimivimi idejami navdušujejo. V bodoče si bo tako v knjižnici razen knjig in drugega gradiva možno sposoditi tudi semena. Knjižnica Ormož že več let razvija program zelene knjižnice, tam od leta 2016, in zdelo se nam je prav, da tudi uvedemo novo storitev za uporabnike, to je pa knjižnica semen. O tem smo se pogovarjali zdaj že več let, vzpostavili zaradi vseh teh problemov, ki so bili s COVID-19 v zadnjih 2 letih. Prav je, da se ta knjižnica semen nekako vzpostavi v pomladanskem času, ko se začne sezona vrtnarjenja. In tako smo se zdaj končno odločili, ko teh omejitev več ni, da vzpostavimo to knjižnico semen. Drugače pa knjižnico semen so že razvili v slovenskih knjižnicah. Novogoriška knjižnica, torej goriška knjižnica Franceta Bevka iz Nove Gorice je tista prva, ki je uvedla to knjižnico semen. Na novo so postavljeni predalčki, kako bo to funkcioniralo? Seveda danes je prvi dan in me zanima, če je že kateri predalček popolnjen. To bo funkcioniralo na takšen način, da uporabniki, danes je prvi dan, ko zbiramo semena. Od jutri naprej se bo možno tudi semena izposoditi. Ja, to je ena stara kataložna omarica, malo je drugače izgledala še pred časom, če se spomnite knjižnic v prejšnjem stoletju. Vse knjižnice smo imele kataložne omarice, kjer so bili vsi podatki o gradivu, kataložni listki, na katerih so bili podatki o našem gradivu. Zdaj imamo že darovalce semen, ki so nas obiskali danes z različnimi sortami semen. Verjamemo, da bo teh darovalcev oziroma članov knjižnice semen se v tem tednu kar nekaj nabralo. Zbiramo različne semena, različne sorte, resnično od paradižnika, ki je mogoče danes pa v tem času najbolj aktualen, tudi semena zelišč, solat, potem buč, dejansko res vse zelenjave, fižola, tako tiste stare sorte, avtohtone bi radi zbrali, pa tudi vse tradicionalne sorte, dobrodošle so pa tudi te novejše sorte, vseh teh rastlin, ki jih je možno gojiti pač tukaj v okolici Ormoža. Delovanje knjižnice semen je tudi odlično računalniško podprto. Z vstopom v program bodo uporabniki za vsa semena dobili natančne podatke.
Prevzeli smo od Goriške knjižnice, kot je bilo povedano, materinska organizacija knjižnice semen, enostaven program, ki je namenjen temu, da lahko uporabniki kar sami že vpišejo podatke. Ampak uvodoma na začetku pa smo knjižničarji tukaj, da pomagamo, da se mogoče zgubi tudi neki strah pred računalniki in programi. Najprej se je treba v program prijaviti, zdaj smo gospod že prijavili, ki nam je darovala veliko semen, zanimivih semen, potem pa gremo upraviti vnos semen. Kliknemo na vnos, vzamemo si vrečkico prazno, ki je tukaj pripravljena za semena. Semena damo v vrečko. Po navadi prinesejo več semen, kot je mogoče primerno za eno gredico oziroma za enega gojitelja. Tako da smo se pogovarjali, vzeli na primer te paprike vezenske sladke 5 semenk, pa jih bomo razdelili potem v več vrečk. Vsako vrečko bomo dali 5 semenk, da bojo vzgojitelji teh paprik lahko več sort si pridelali. Gremo naprej, v vrečkico smo dali. Zdaj pa bomo vnesli lastnosti teh semen, te paprike. Ime rastline je paprika, potem za drugo ime sorto bomo napisali vezenko sladka, Vezenko sladka. Gospa je prinesla semena in moram priznati, da niti ene nisem poznala. Tako da se nam obeta še zelo pomembno izobraževanje. Ime predelovalca je že vpisano, lokacijo vrta, gospa je iz Hardeka. Napisala, kje je pridelala, leto pridelave semen je bilo lansko. Če je potrebno vpisati mogoče oddaljenost od drugih vrst sorodne zelenjave, da se ne bi križali, ni bilo potrebno. Težavnost pridelave semen in težavnost kalitve označimo. Pogovarjali se sva, da je težavnost srednja obojih. Označimo velikost rastline, imamo pa pri vsakem vprašanju še vprašaj zgoraj, ko kliknemo nanj, se nam piše okence z dodatnimi pojasnili. Je rastlina velika do 50 cm, torej je nizka, za srednjo velja od 50 do 100 cm, ali pa če je visoka nad 100 cm, bomo jo označili kot visoka. Srednja. No, v glavnem nekdo, torej, ki si vzame semena z predalnika, lahko torej pride na računalnik in torej dobi tudi vse podatke o rastlini. Tako je, ja. Ko bomo upravili vnos tega semena, še natisnili nalepko, potem bomo odložili tu v škatlico, kjer zbiramo že izpolnjene te vrečkice, ki jih pa bomo knjižničarji pospravili v omarico knjižnice semen. Tako da posameznik lahko pride pa pogleda po omarici, si izbere semena, potem pa s tisto vrečko pride do tega računalnika, kjer imamo skener opremljen in podobno kot pri knjigah, lahko si pa tu sam poskenira črtno kodo in si izposodi. S tem, da si pa izposojajo, lahko pa vnašajo samo člani, vpisani člani v bazo knjižnice semen, tako da je evidenca narejena. Če je kdo ni še član knjižnice semen oziroma naše ormoške knjižnice, pa bo aktivno sodeloval pri vnosu in izposojanju semen, pa mu za to aktivnost podarimo letno članarino za tekoče leto 2022. Če se pogovarjamo o tem krogu, si semena izposodijo, jih seveda posejajo, da vskalijo, presadijo in ves postopek, kot je vrtnarjem zelo dobro poznan, pridejo do zaključenega kroga, da semena poberejo in jih prinesejo nazaj v knjižnico, in ko bojo šli notri v bazo, v svojo lastno to predlogo posameznika, bojo imeli zabeleženo izposojeno seme, potem pa bojo tam obkljukali, da to seme tudi vrnejo. No, dostop do te baze bo samo tukaj v knjižnici ali bodo lahko tudi od doma? Na naši spletni strani je tabela vidna v zavihku knjižnica semen, pri zeleni knjižnici bo pa kmalu tudi bolj izpostavljena, da bo takoj, ko boste prišli na spletno stran knjižnice Ormož, videli tudi knjižnico semen. Tam pa bo torej vidna tabela v knjižnici prisotnih semen. Tako je poskrbljeno za vse, da bo knjižnica semen lahko brezhibno delovala. Morda pa uporabnik semen ne bo vrnil. Vse to je v sistemu.
če ne bo vrnil semena, ali pa če mu ne bo vzkalilo, ali pa če ne bo pač pridelal semena, nič za to. Bomo imeli rezerve, uporabniki lahko pridejo, se samo izposodijo in če pač ne gre, pa prinesejo kaj drugega, mogoče v našo knjižnico semen. Želja in možnosti je res zelo, zelo veliko. Kakšno je povpraševanje, kako so zainteresirani, torej uporabniki, imate že kakšen odziv? Odziv je pač že v redu, ne s tem, da so danes prišli in prinesli svoja semena. Sigurno bo povpraševanje, zakaj pa ne, zakaj ne bi pridelali zelenjave si sami. Vemo, da je trajnostni razvoj zelo pomemben, sledimo agendi 2030, kjer je cilj trajnostni razvoj. Zelo pomembna pa je v tem času tudi samooskrba. Zakaj si ne bi posejali 2-3 semenk paradižnika, jih vzgojili, tudi na balkonu se da marsikaj vzgajati. O tem imamo kar precej literature pri nas, kdaj so pa tudi kakšna predavanja strokovna na to temo ali pa kako drugače tudi delavnice. Zakaj ne bi poskrbeli za zdrav način življenja, za rekreacijo dejansko tudi, ne, doma pridelano hrano, za kroženje, brezplačno kroženje semen, kar je ena od res tistih pomembnih nalog, ne, da ta semena tem multinacionalkam, ne, ki se ukvarjajo s predelavo teh semen, ne, da jim odzamemo tisto veljavo, ne, na takšen način. Iskrene čestitke torej za to novost. Ja, najlepša hvala, seveda vabim gledalce televizije, da nas obiščajo, kadarkoli v tem letnem času, ne. Zdaj je čas, da posejemo kaj, pa potem se veselimo rasti, vznika in pa poznejše rasti, pa prav gotovo bo lepo dati tudi kaj doma pridelanega na krožnik in poskrbeti za svoje zdravje. In to je tudi vodilo pri vseh aktivnostih ormoške knjižnice. Na prvi dan uvedbe knjižnice semen so uporabnikom ponudili tudi popoldanski ogled pretresljivega in poučnega dokumentarnega filma Seme zamolčana zgodba, posvečenega semenom, ki so osnova življenja. V Ormožu je minulo nedeljo v organizaciji Atletskega kluba Ormož potekal 21. ormoški polmaraton. Gre za množično prireditev oziroma odprto prvenstvo Slovenije, na katerem so letos sodelovali tudi veterani in policija. Ormoški polmaraton je verjetno najmnožičnejša prireditev v Ormožu. Letos je to bil že 21. polmaraton, ki ga organizira Atletski klub Ormož, v katerem je sodelovalo 454 tekačev. Od tega jih je 5, 10 ali 21 kilometrov preteklo 260. Ostali tekmovalci pa so bili otroci iz vrtcev, osnovnošolci in dijaki. 150-metrsko traso so najprej pretekli dečki stari od 3 do 6 let, ki predstavljajo cici kategorijo. Druga skupina, prav tako cici kategorijo, pa so predstavljale deklice. Največ sodelujočih v cici kategoriji je bilo otrok iz športne šole Dada ter iz vrtca Sveti Tomaž, ter iz Črenševec, iz judo kluba Gorišnica, iz športnega društva Sloparca ter iz Podgorcev. Potem so se v tek na 300 metrov podali pionirji stari 8 ali 9 let. Najprej fantje, potem pa še pionirke iste starosti. Med tekmovalci so prav tako bili člani športne šole Dada, iz osnovne šole Tomaž, iz Črenševcev, iz športnih društev Sloparca in Šmarnogorska naveza, ter iz Reč. Naslednja skupina tekačev je bila mešana. Otroci rojeni 2011. leta in 2012. so tekli na 600 metrov. Šlo je za mlade tekače iz športne šole Dada, iz osnovnih šol Sveti Tomaž, Ormož in Miklavž pri Ormožu, iz judo kluba Gorišnica, iz športnega društva Sloparca Beltinci in iz atletskega kluba Poljane.
Iz istih klubov oziroma društev ali šol, ki so se jim pridružili še mladi tekači iz Atletskega društva Štajerska in Športno-ribiškega društva Pristan Frankovci, so bili tudi otroci rojeni leta 2009 ali leta 2010. Tekli so na 900 metrov, kar pomeni 3 kroge po atletski stezi. Na 1200 metrov, kar pomeni 4 krogi po atletski stezi, pa so se podali otroci rojeni leta 2007 in 2008. Gre za mlade športnike iz osnovne šole Sveti Tomaž in iz športnega društva Sloperce Beltinci. Sledil je štafetni tek, posebej za dečke in deklice. Sodelovali so šolarji iz upravne enote Ormož. Med dečki se je najbolje odrezala osnovna šola Ormož, pred šolama Sveti Tomaž in Velika nedelja. Med deklicami pa učenke iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu, druge so bile šolarke osnovne šole Ormož in tretje iz osnovne šole Velika nedelja. Pred polmaratonskim tekom na 5, 10 in 21 kilometrov je zbrane pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki se je tudi sam podal v tek na 5 kilometrov. Štartali so skupaj, potem pa pretekli vsak svojo težavnostno progo, s tem, da so rezultati kategorizirani tako za ženske kot za moške po letih. Kar pomeni do 35 let, od 36 do 50 let in nad 50 let. Letos so se v vseh 3 tekaških dolžinah pomerili tudi člani policijskega športnega društva. Na 10 kilometrov pa so tekli tudi veterani, člani Veteranske zveze Slovenije. Tako visoke udeležbe tekmovalcev na ormoškem polmaratonu ne pomni niti predsednik, ki je bil soustanovitelj atletskega kluba Ormož in že od vsega začetka deluje kot koordinator prireditve. Ne, to je najmnožičnejša udeležba do zdaj. No, koliki? Pa tudi rezultate so najboljše na 21, na 10, boljše rezultate, kako so bili do zdaj, so danes. No, kaj pa vi? Ste odbežali kakšen krog, kakšen maraton? Ne, nažalost, če ravno sem lani rekel, da bom letos, pa zopet mi ni uspelo. Pač v organizaciji je treba nekaj napraviti, pa tudi recimo, da je poškodba nekaj vmes prišla, pa zato nisem. Kdo vam vse pomaga organizirati to prireditev? Ja, člani atletskega kluba, pa še nekaj takšnih prostovoljcev, ne članov, ki pač pomagajo. Je res, da nas je več kot 100 članov, samo seveda člane bežijo, tečajo, tekmujejo, potem pa ni, saj pripravimo, en dan prej pripravimo, ne problem, pa tudi na sam dan prireditve se ne ide toliko, pač včasih malo težje za vse, da postoriš tako, kako treba, Drugače pa v končni fazi mislim, da bo vse tako, kako treba. In vse je tudi bilo tako, kot je treba. Tudi vreme, pogostitev za tekmovalce in veliko dobre volje. Udeleženci so tako s prireditvijo bili zadovoljni. Moram pohvaliti organizacijo, super izpeljana, super vreme, idealno vse. Čakamo še podelitve, tako da zaključimo kompletno prireditev. Koliko se vas je udeležilo veteranov, torej na 10 km? Veteranov je sicer bilo veliko, ampak v uradnem delu je sodelovalo 15 veterank in veteranov, kar je v bistvu glede na trenutno situacijo in pa udeležbo tudi na ostalih tekmah v bistvu kar veliko število. Kako sicer to vaše društvo, zveza deluje sploh? Nas je članov vseh preko 600, aktivnih preko 200, sodelujemo pa na 6 državnih prvenstvih v dvorani in zunaj, spravi dvoranska atletika, atletika na stadionu in pa spravi teki kot 10 km zunaj in pa mali maraton. Kdo je bil najboljši danes, najhitrejši?
Kdo je bil najhitrejši, bomo še videli, počakamo rezultate. Sigurno pa lahko pohvalim dva najstarejša med veterankami, 75-letna, ki je tekla 56 minut in pa pri veteranih malo čez 1 uro. 56 minut in 2 sekundi, za moje leta kar dober. Iskrene čestitke, kaj pa vas dela tako športno, trenirate veliko ali je to talent? Eno in drugo. Mislim, da v dijaških letih sem se ukvarjala malo s športom, tekom, pa potem, ko sem se upokojila, sem to nadaljevala in videla, da je v naravi najlepše in to je treba negovati in ohranjati zdravje. In kje trenirate, kolikokrat na teden, dnevno najbrž, ne? Pri mojih letih ne smem dnevno. Iz hiše grem ven, v naravo, čez polja, po gozdu, po mehkih podlagah, da si ohranjam sklepe, poslušam svoje telo in to je največ. Vsak 3. dan zdaj grem recimo na tek, drugače pa ne, pa malo delam, tako. Jožica Rogel je tako bila zmagovalka v svoji kategoriji, v kategoriji veteranov. Sicer pa je absolutna zmagovalka med ženskami na 10 kilometrov bila 35-letna Andreja Goričan iz atletskega kluba Ormož s časom 43 minut in 30 sekunde. Absolutni zmagovalec na 10 kilometrov med moškimi s časom 32 minut in 80 sekunde pa je bil Blaž Orešnik, prav tako iz ormoškega atletskega kluba. Kar se tiče rezultatov, je v teku na 5 kilometrov s časom 17 minut in 33 sekund bil absolutni zmagovalec Amadej Petelinšek iz tekaškega društva Utrip Žalec med moškimi. Med ženskami pa s časom 21 minut in 54 sekund Nataša Marinac iz policijske uprave Koper. Še najbolj pa so z rezultati navdušili tekači na 21 kilometrov. Absolutna zmagovalka s časom 1 uro, 22 minut in 70 sekunde je bila 40-letna Jasmina Pitamic iz bližine Cerknega. Med moškimi tekmovalci na 21 kilometrov pa je absolutni zmagovalec bil 41-letni Janez Smulej iz Blejske Dobrave pri Jesenicah, ki je stezo pretekel 1 uri 12 minut in 35 sekund. Polmaratona v Ormožu se je udeležil na povabilo ormoške atletinje Bernarde Ivančič. Bernarda nas je povabila prejšnji teden na pomladnem teku na Jesenicah, pa smo rekli ob vsemu izboru, da je ta najbolj primeren za nas Gorence. Koliko kilometrov je za vami? 21. In kakšen je bil čas? 1:12:30. Kako to človek zmore? So to treningi, je to talent? Mislim, da je kar precej treningov, nekaj tudi genetika, veliko odrekanja, sem tudi že bolj tekel, tako da ja, veliko odrekanja, veliko treninga. No in kako človek zmore 21 kilometrov? Mislim, meni se zdi to neverjetno. Je to isti tempo, si počivate kaj vmes? Ne, nič, seveda, skozi gre v bistvu malo pod temu, da je na polno. Pa to pride skozi leta treninga, skozi leta priprav, skozi leta intervalov, skozi leta takih prireditev, pride tudi do tega, da človek zmore to, ja. No in kateri čas je vaš rekord? 1:08:45. Bravo, iskrene čestitke. Najlepša hvala. Čas je bil 1:22 pa nekaj, se mi zdi. Tako pa Ormožu sem prvič, super je organizacija, lep ambient. Naša Slovenija je tako lepa, tako da jo je treba kar izkoristiti, glede na to, če se rad ukvarjaš športom, pojdi in izkoristi čisto vsako v bistvu lokacijo, kjer je omogočeno, da štartaš. Ne. Že dolgo tekate? Ja, kar od 1. razreda osnovne šole, ja. To pomeni, treningi so vas naredili tako sposobni?
Ja, seveda, treningi, to je eno delo, ki ti nekako prirase k srcu in to z veseljem počneš. Kdaj je težje, kdaj malo ne, ampak nagrada je pač tekma, kjer si zadovoljen. In kakšen je čas, ki je vaš osebni rekord, recimo na 21 km? Malo pod 1:20. Ja. 21 km pa so uspešno pretekli tudi tekmovalci ormoškega atletskega kluba. Branko Kmetic, ki je pristal na 4. mestu, Sašo Pečnik na 7., Bojan Vozlič na 8. in Marjan Alt, ki je bil 10. Med ženskimi članicami atletskega kluba Ormož pa se je v tek na 21 km podala Nina Alt Doma, ki je pristala na 6. mestu. Med tekmovalkami pa je bila tudi nekdanja Ormožanka Morana Vovk Nikolič, ki danes živi v Zagrebu. Ormoški polmaraton je znan po množičnosti, a tudi po določenih atraktivnih popestritvah. Letos so organizatorji poskrbeli za napihljiva otroška igrala in za padalca ptujskega aerokluba, ki sta prireditev počastila s prihodom z neba. Toliko za danes. Ostalo nam je še kar nekaj zanimivih dogodkov, ki jih bomo predstavili v naslednji oddaji. Od ponudbe ekosklada do sajenja medovitih rastlin in poteka gradnje vodovoda. Pa seveda še kaj. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.